Sledi večnosti. Spoštovane poslušalke in spoštovani poslušalci, naša gostja je Sandra Đurić, ki prihaja iz Srpske pravoslavne cerkve v Mariboru. V Mariboru z družino tudi živi, vera ji zelo veliko pomeni, kako zelo pa boste slišali v nadaljevanju. Sandra, dobrodošli. Hvala lepa. Vaša pot do vere je pravzaprav zelo zanimiva. Nam lahko približate vašo zgodbo? Ja, moja pot do vere je vse samo neravna linija. Naj povem, da sem jaz prva generacija rojena v Sloveniji. Moj oče je iz Republike Srpske, mama je iz Črne Gore. Tu sta se v tedanji Jugoslaviji spoznala in odločila imeti družino. Rezultat sva moj starejši brat in jaz. In ko sem odraščala, je vedno se vedelo, da ja, mi smo pravoslavci, verujemo v Boga, ni pa bilo molitve, ni bilo v tem času vsekakor ne cerkve pri nas, nismo niti imeli teh pogojev. Vsekakor, ko so bili večji prazniki, smo imeli cerkev na izposojo, če temu lahko tako rečem, pa smo v bistvu lahko samo sveče prižgali, ker je že bila takšna gneča noter, da nisi mogel niti stopiti v cerkev. Tako da jaz neke povezave v rani mladosti nisem imela. Je pa potem v bistvu ta božji blagoslov, petje in glasba, tu me je pripeljalo. Svojo mladost sem preživela kot pevka v zboru Carmina Slovenika, na to sem zelo ponosna, ker to je meni toliko dalo osebne rasti in vseh ostalih pogledih. In je bilo tako, da se spomnim, da smo se nekega dne učili eno pesem. Vedela sem, da je pravoslavna, ker je bil naslov Tebe pojem, Tebe blagoslovim, Tebe blagodarim. In to smo se naučili in vse okej. In potem sem jaz šla delati prakso v Ljubljano, to je bilo leta 2007, se pravi, jaz sem takrat že bila odrasla najstnica, bi temu rekla. In sem šla prvič na liturgijo v svojem življenju v Ljubljansko pravoslavno cerkev, se tja postavila, nisem vedela, kaj naj delam, gledala sem drugega, da se najprej krstim, kako ono, nič mi ni bilo jasno. In samo slišim ta zbor, ko je pel. In ko je začel to pesem peti, jaz nisem vedela, da je to del liturgije. Ko sem jaz ugotovila, da je to ta pesem, da je to, da jaz znam te besede, ko sem jaz lahko zraven začela peti, ko sem jaz to neko toplino začutila, solze so same tekle. Resnično, to je bila taka katarza v mojem življenju v tistem trenutku, da ne znam opisati. Vse, kaj sem do takrat videla, je nekako končno imelo pomen. Najprej prvi stik z cerkvijo, sicer ne pravoslavno, je bilo 2002, ko smo z zborom gostovali v Vatikanu in smo imeli to čast, da smo peli v baziliki svetega Petra. Ko sem videla tisti oltar, ki sem ga poznala predtem iz zgodovinskega učbenika osnovne šole, sem bila tako, wow, to pa je nekaj. Potem pa leta 2004 smo pa se odpravili v Moskvo na moskovski velikonočni festival. In sem prvič doživela, da je bil pravoslavni praznik glavni. Ker v mojem odraščanju je bilo tako, da sem v bistvu jaz bila ena redkih, ki bila druge vere, druge nacionalnosti, kakorkoli. Nekako nisem se niti izpostavljala, niti nisem čutila potrebe po tem ali kakorkoli. In sem bila pač vedno nekje v kotu, sem se skrivala. In ko smo šli v Moskvo, pa ko sem jaz to vse videla, pa vse posod ti pravoslavni krsti, pa toliko cerkev na enem mestu, jaz sem bila čisto bav. In potem, ko smo prvič prišli tudi v to rusko pravoslavno cerkev, jaz se nisem mogla nagledati teh fresk, te vse pozlačeno, vse te ikone, ne vem, rdeče sveče sem videla, pri nas so take bež, rjavkaste, tam so bile rdeče, wow. Mislim, take malenkosti, ampak taki občutek, taki ponos, da to pa tu sem jaz doma dejansko. Ne. No in potem sem imela to srečo, ta blagoslov, da sem se leta 2010 poročila s čudovitim moškim, prav tako rojen v Sloveniji, tudi iz mešanega ozadja. In je bilo res čudovito, ker sva skupaj šla na to pot vere, na liturgijo, da sva skupaj se gradila kot osebi. In potem tudi, ko sva bila blagoslovljena z otroci, da sva lahko njim predajala te stvari. Res hvaležna sem za paroha Savo, on je bil moj prvi kontakt tukaj v Mariboru. Leta 2006 sem končala z petjem v zboru in ker mi je bilo tečno,
sem se pridružila Srbskemu kulturnemu društvu v Mariboru. In tam me je nekaj vrstnikov povabilo, pa so rekli, da pridi, otac Savo ima veronauko za nas, za mladino. Pa sem rekla, okej. Pa mi je bilo tako malo, pa kaj bi ali ne bi, pa ne vem, jaz nič ne vem o tem, jaz tudi oče naš nisem znala po srbsko povedati v tem trenutku. Pa so rekli, ne, ful je fajn, boš videla. In sem šla, takrat to ni bila cerkev kot zdaj izgleda, je bilo res samo čisto tako skromno. In je prišel en mlad paroh Savo noter, nas pozdravil in se pogovarjal z nami in nam svetoval kot neki oče. Resnično nekdo, ki razume odraščanje, ki razume tudi to, da smo v neki tuji sredini, kakorkoli, ker je težko, ne, tu si rojen, počutiš se Slovenca, si pa pravoslavec. Ne? In kako zdaj tukaj najti neko sredino, kako zdaj, ko me nekdo vpraša, kdo si, odkot si, pa rečem pravoslavna Štajerka, ker ne vem, kako bi drugače odgovorila. Ne? In je res tisti prvi stik z ocem Savom je bil taka iskrica, potem pa vse, kar je sledilo, tako kot sem rekla, Ljubljana, poroka, otroci. In potem, ko sem še oca Milana spoznala, on še posebej, ki je tako glasbeno nadarjen, pevsko, popolnoma res nadarjen, ko je rekel, da naj pridem pet za pevnico v cerkveni zbor. Meni je to odprlo srce, odprlo dušo, ne znam vam povedati, kolikokrat sem bila utrujena, ali pa ne vem, me je glava bolela, kakorkoli nisem se vredi počutila, ker pri nas se stoji na liturgiji, ne, in poje. In kolikokrat sem mislila, joj Bože, samo malo mi pomagaj. Jaz, ko sem usta odprla, jaz nisem vedela, da sem pela. To je samo iz mene lilo resnično tista radost, ne vem, blagoslov, občutek sreče, ne znam opisati, premalo besed je, da bi se lahko to opisalo. Tako da za to bom res zmeraj hvaležna in hvaležna sem danes, ko naši 3 otroci tudi tako pomagajo, fanta pomagata v oltarju, takoj sama 2 gresta, to sem srečna, zelo sem srečna, da sta tako samoiniciativna. Ta mala je 5 let stara, ona že zna skoraj celo liturgijo zapeti z mano, ona se še malo igra, malo se sprehaja, ampak je vedno tukaj. Ona si vzame svoje note, pravi, ki so moje note, in ona poje. Tako da sem zelo srečna, da sem tukaj, kjer sem. V zboru ste pravzaprav zelo aktivni. Ja, tako je, zmeraj se pripravljamo, vsak teden imamo vaje in potem tudi uskladimo z prihajajočimi prazniki, da smo res pripravljeni na to, da se kakšne nove duhovne pesmi naučimo za po liturgiji ali pa vmes, ko je še izpoved, tako da se trudimo maksimalno. Nekaj ste že nakazali, Sandra, vera vam veliko pomeni v vsakdanjem življenju, prav zaradi tega, ker to doživljate doma v svoji lastni družini, po drugi strani pa tudi skupnostjo, v kateri ste povezani. Kaj vam torej vera pomeni? Mogoče bi bilo najbolje tako opisati glede na tempo življenja današnji. Ko si v veri, vsaj pri meni je tako, jaz tako čutim, ko smo doma z družino, ko se usedemo, preden gremo jesti, ko pomolimo, ali pa ko se postavimo pred ikono doma našega svetnika, svetega Stefana, ko se mu zahvalimo za vse to, njemu in Bogu Isusu Hristu in Bogorodici, s katero se najbolj poistovetim, ker je tudi ona mama, in se njej obrnem, ko imam kakšne težave, takrat se mi zdi, kot da daš na mute vse ostalo in se dejansko ponotranjiš, pomiriš, ker vsi mi imamo toliko stresa v življenju z službo, z vzgojo otrok, z šolo, z vsem ostalim, in v tistih trenutkih je res tako osvobajajoče, da se lahko obrneš na nekoga, na tisto energijo, ki jo čutiš in ki ti dejansko pomaga, da potem prideš, zopet se prizemljiš, ne, se poenotiš z družino, z možem in da imaš potem razumevanje in za svoja čustva in tudi za drugega. Ker se mi zdi, da je to danes kaj najbolj manjka. Manjka empatije, manjka nekega spoštovanja, moralnih vrednot vsekakor, in sem srečna, da lahko skozi vero in skozi našo pravoslavno skupnost v Mariboru to živimo. Katere pravoslavne običaje ali praznike, Sandra, doživljate kot najbolj posebne? Kaj vas tako najbolj nagovarja? Zdaj, pri meni ženske perspektive,
ker jaz sem tudi rada v kuhinji, so v bistvu vsi, kar se tiče velike noči našega Vaskrsa, Božič ali pa naša slava je 9. januarja, Sveti Stefan. Takrat mi je res srce polno, med tem pripravljanjem v kuhinji vedno vklopimo muziko, te samo lepe pravoslavne pesmi zraven pojemo, potem pa mesimo kruh, pa ta slavni kolač, vse skupaj in pa tudi post v bistvu, ki nas pripelje do teh praznikov. Trenutno smo bili v postu, kjer se je 12. julija praznoval Sveti Peter in Pavle in kljub temu, ne vem, poletje je, vsi grilajo zunaj, nam ni težko to doživljati ta post, glede na pač omejitve, glede hrane, mislim, ne. In je res nekaj posebnega potem, ko pa se združimo vsi skupaj, cela skupnost v cerkvi in potem ta praznik pričakamo takšnega, kot je, ne. Kako je biti pravoslavna vernica v Mariboru, kjer je pravoslavna skupnost, pravzaprav, kot ste rekli, tudi sami zelo dejavna, zelo povezana? Meni je čudovito. Jaz sem toliko oseb spoznala, ki so tako zelo pametni in razgledani, ki imajo toliko znanja, vse splošnega, toliko žensk, s katerimi sem se lahko poistovetila in one tudi z mano, ki so mi pomagale, ne vem, so to žongliranje današnjega časa, bodi prvo v službi 8 ur, potem mora biti kosilo na mizi, pa za otroke, treba poskrbeti pa za šolo, pa za glasbeno, pa za treninge, pa za vse to. In je toliko lažje, ko imaš nekoga, s katerim se lahko pogovoriš o tem, pa vprašaš, kako pa ti to narediš? Kako pa ti potem v tej situaciji? Sploh danes se o vzgoji veliko pogovarjamo, ker se mi zdi, da tako kot je zdaj težko vzgajati otroke spoštljive in da bojo potem danes jutri dobri ljudje, še ne vem, če je bilo kako. Ne? In danes mi je res dosti pomeni ta skupnost, ker jih tudi oni malo vodijo, ker je vseeno pri otrocih razlika, če mama nekaj pove ali če pa pove paroh. Ali če pa pove tisti gospod, ki ga vsako nedeljo vidi na liturgiji in točno ve, da je on taki bistri, pa pametni za vse, pa pol nekega znanja, tehničnega, praktičnega, kakorkoli. Tu je tisto potem, ko se čuti povezanost in pomaga, tisto, ko si pomagamo medsebojno. Kakšno vlogo pa imata molitev in bogoslužje v vašem življenju? Molitev je ta dnevna. Se pravi, ko vsak večer, jaz prakticiram vsak večer pred spanjem, tako mi je najlažje, da potem v bistvu s tem predelam vse tiste dogodke tistega dne in da potem, ko se vležem v posteljo, lažje zaspim, sem bolj mirna in je potem vse bolje. Ampak v nedeljo pa jaz to nekomu razložim, ki pač ne pozna liturgije, tako, ko se ti telefon sprazni, pa ko ga vklopiš, pa ko se tista lučka prižge, tak je meni. To pa je čisto nadgradnja tiste osebne molitve, ker ko čutiš vseeno, ne, ko si v molitvi, še posebej jaz, ko pojem, se pravi, točno sem fokusirana na te besede, ki jih pojem, to je vse molitev. In potem vseeno čutiš še ostale zraven tebe, levo, desno in je kolikokrat tak vmes samo kurjo kožo dobim, samo začutim tisto joj, tu je. V cerkvah pravoslavni verniki izkazujete globoko spoštovanje ikonam, posebno mesto v molitvah in čaščenju ima, kot ste rekli, Devica Marija ter številni pravoslavni svetniki. Kaj vas osebno nagovarja, razen Marije, ki ste jo prej omenili, in še enega svetnika ste omenili? Kaj vam napolni dušo? Tako je, svetnik, ki sem ga omenila, je Sveti Stefan, on je zaščitnik naše družine. To sem prevzela po možu, to se prevzame ob poroki in je v bistvu potem, ko bereš njegovo življenje, njegovo zgodbo, on je bil v bistvu tisti prvi učenjak, katerega so tudi kamenjali do smrti, samo zaradi tega, ker je propovedoval Božjo besedo. In potem se marsikdaj lahko zamisliš, če sem jaz užaljen v nekem trenutku, pa je to mogoče neka čista malenkost. Je to res pomembno, je to res vredno, ne vem, živcev, jeze, vsekakor ni. Potem pa različne so ikone, različni so svetniki. Meni je zelo zanimivo brati o njihovih življenjih. Zdaj nazadnje sem brala življenje svetnika Sveti Luka Krimski,
je iz Rusije, in sicer je on bil kirurg. In on je operiral tiste najtežje primere, ko so vsi že zdravniki rekli, ne vem, to je takšen rak, to ne bo šlo odstraniti, tu več ni pomoči. Takrat je on vstopil in preden je tisti prvi rez naredil, je z jodom na tisto mesto narisal križ in potem začel. Povedal molitev in začel. In koliko je potem pričevanj, ker on je živel v času od 1920 pa naprej, tako da ni tako zelo dolgo nazaj. In ko bereš ta pričevanja, kaj vse je dosegal, kaj vse mu je bilo dano, plus tega, koliko je trpel, ker je bil 3-krat v izgnanstvu v Sibiriji, to je res, potem pa se postaviš v tisto svojo vlogo današnjo, pa si misliš, kako smo mi mali, pa kako so naše težave male. Tako da to je meni fascinantno, resnično brati, poizvedovati o svetnikih, ker se potem lahko malo zazreš v sebe in vidiš, koliko smo dejansko včasih preveč samovšečni, pa preobremenjeni sami seboj in to ni potrebno. Ja, tradicija se v pravoslavju prenaša tudi živim zgledom. Katera tradicija danes še posebej nagovarja v pravoslavni cerkvi in kaj je torej ta živi zgled? Mislim, da v bistvu lahko začneva kar naštevati. Že sama liturgija kot takšna, da se poje brez kakršnikoli instrumentov, da je vseeno neka mistika okoli tega. Že samo prižiganje sveče, kakšen je to ritual, če temu lahko tako rečem. Vse to pripelje potem do tega. Ne? In jaz, kot rečeno, žal nisem imela nekega takšnega zgleda, ni bilo teh možnosti v odraščanju, sem pa zato toliko srečna, da sem spoznala naša 2 paroha, oca Milana in oca Savo, ki sta bila v bistvu meni pa možu prvi zgled in da lahko sedaj to nadaljujeva pri naših otrocih. V pravoslavju je močno poudarjen tudi koncept občestvenosti. Že prej sva veliko govorili o tej povezanosti z drugimi verniki. V Mariboru je veliko dogodkov, ki jih paroha tudi organizirata. Tako je, zelo veliko dogodkov je in tudi veliko možnosti, da se družimo, da se spoznamo. Zelo vesela sem, da je tukaj tudi verouk, tako za mlade kot za nas starejše, ker jaz nisem imela te možnosti in je toliko lažje, ko se potem lahko pogovarjam z približno isto starimi, se pravi z vrstniki, z parohi in da si lahko svetujemo, kako pa to, kako pa tisto, kako pa ovo. Res je velik pomen je na tem druženju in na tej povezanosti, ker bodimo iskreni, eden brez drugega ne moremo. Sam še nihče ni prišel v raj, če lahko tako rečem. Ne? Je pa zelo so mi všeč tudi večeri, pravoslavni večeri, kjer pridejo tudi govorniki, naprimer so prišli tudi menihi iz Svete Gore, kjer so tudi oni razlagali o svojem življenju in o njihovih preizkušnjah, ki jih imajo tam, kadar živijo v osamljenem prostoru. Bili so parohi, ki so zelo izobraženi. Imeli smo predavanje od paroha, ki je doktor v IT smeri, in je bil na temo umetna inteligenca in povezava z Bogom. Imeli smo predavanja, kjer smo se pogovarjali o vzgoji vsekakor, ampak o vsakodnevnih stvareh, kjer nas preizkuša na vse možne stvari in je res nekaj širokega. Tam si lahko res napolniš dušo in toliko znanja pridobiš, ki ga lahko potem naprej davaš tudi na otroke, ker z otroci smo se vedno potem pogovarjali o teh predavanjih, najstarejši je star 14 let, ki že marsikaj razume in je potem tudi njemu lažje manevrirati. Še posebej v današnjem času, ko je toliko mešane družbe, tako kot sem prej rekla, ko manjka empatije, nekega spoštovanja in mu je potem lažje to vse premostiti, pa potem nadaljevati. Sandra, se je pa Srbski pravoslavni cerkvi v Mariboru pridružilo tudi veliko mladih. Ja, res je. Zelo veliko je mladih ljudi. Jaz sem tako zelo vesela, da je temu tako in mlade družine, tako da se sedaj tudi otroci med sabo spoznavajo in se družijo in si tudi izmenjujejo te izkušnje. Zelo me je presenetilo, ko sem vprašala najstarejšega sina, o čem pa ste se pogovarjali? Pa reče o veri, pa o Bogu. Pa sem bila res, pri 14 letih ste se vi pogovarjali o tem? Ja, pa veš, kako nam je lažje? Sem rekla, super. In sem res
Zelo sem vesela, da so se ljudje našli, da so začutili to povezanost in to energijo v naši pravoslavni cerkvi, da vidijo, da se paroha res trudita, da smo povezani, da smo skupnost, in upam samo, da bo še raslo, da bo še nadaljevalo v tej smeri, da bodo naši parohi živi, zdravi, naj jih Bog blagoslovi. Mi vam pa želimo obilo občestvenosti še naprej v Mariboru. Najlepša hvala. Sledi večnosti.